Prav lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani minister z ekipo. Danes so koalicijski poslanci, ki so predstavljali stališče, govorili o vsem, tudi o tem, kaj je prejšnja vlada naredila narobe, samo ne o predmetu te interpelacije. Preusmerili ste pozornost. Naj vas zato spomnim, o čem danes razpravljamo in o čem bomo danes odločali. Danes odločamo, ali je minister Zdravko Počivalšek objektivno odgovoren za škodljivo ravnanje pri nakupu zaščitne opreme. Govorimo o odsotnosti celovitega vodenja in sodelovanja, kar je izvor vseh problemov, ki so nastali glede nabave zaščitne in medicinske opreme. Ni bilo jasno postavljene vertikale odločanja. Namerno je ni bilo. Namerno ni bilo jasno, kdo je vodja, kdo kaj dela, kdo ocenjuje, kdo podpisuje pogodbe. In zato ste lahko prelagali odgovornost, se igrali ping-pong in to delate še sedaj. 3 ministrstva, vaše, obrambno in za zdravje, vsako je imelo svojo delovno skupino, nekatera še podskupine. Namerno. Seveda ste potem lahko izgubili kamion, kakšno pošiljko, tekmovali, kdo se bo prej slikal, komolčili, vsak po svoje pritiskali na Zavod za blagovne rezerve, dajali protislovne izjave. Ni bilo nobenega poskusa, da bi spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, stopil v kontakt s predsednikom vlade Ljudske republike Kitajske. Ne vem zakaj. Kanclerka Nemčije je to naredila. Predsednik vlade Hrvaške je to naredil. Zakaj bi stopil v kontakt? Zato, da se dogovori, da Slovenija dobi neposredno zaščitno in medicinsko opremo. Seveda je bilo to namerno. Kako bi sicer upravičili posrednike? Ne bi jih mogli. Kako bi sicer omogočili izjemne zaslužke, celo preverzne marsikje? Težko, če sploh. In še enkrat, predsednik vlade Hrvaške in kanclerka Nemčije sta to zmogla, ker jima je šlo za državo. Niste izkoristili vsega domačega znanja in povezav, da bi dobili kakovostno in cenovno sprejemljivo opremo. Zakaj ste spregledali Krko? Zakaj posredniško podjetje ni postala Pošta Slovenije, ki sodeluje z Alibabo? Zakaj niste aktivirali podjetij, ki delujejo ali poslujejo s Kitajsko? Zakaj niste bolj aktivirali Gorenja, ki ima kitajske lastnike? Zakaj niste aktivirali Huawei Slovenije? Dostavil je nekaj mask, lahko bi jih po vsej verjetnosti še več. Zakaj niste vključili bolj Slovence, ki delajo in živijo v tujini in so na pomembnih položajih? Zakaj ste se naslonili na podjetja, ki zaščitno in medicinsko opremo do tistega trenutka niso imele nič posla ali zelo malo? Tudi Joc Pečečnik v eni od svojih izjav povedal, da on o medicinski in zaščitni opremi ne ve veliko, pozna kar nekaj ljudi na Kitajskem, je pa minister Tonin povedal, da bodo vse uredili. In še eno vprašanje se postavlja, kaj je počelo naše veleposlaništvo na Kitajskem. Kolikor smo lahko v medijih spremljali, so diplomatske službe drugih držav delovale. Pa mogoče, da bomo pošteni do slovenskega veleposlaništva na Kitajskem, je vprašanje treba postaviti drugače. Kaj je smelo početi slovensko veleposlaništvo na Kitajskem? Mogoče je to bolj pravo vprašanje. Spoštovani minister Počivalšek, za vse našteto niste odgovorni sami. To mi vemo. Ste pa soodgovorni. Izključno vaša odgovornost pa je delo vašega ministrstva, delo vseh organizacijskih enot znotraj ministrstva, delo vašega Zavoda za blagovne rezerve, vaše projektne skupine za koordinacijo in izvedbo nabave zaščitne opreme
In odgovorni ste tudi za početje vašega pro bono svetovalca gospoda Terčeta, ki je bil neke vrste, težko mu določimo njegovo vlogo, prokurist na Zavodu za blagovne rezerve. Odgovorni ste, gospod minister, za vsa njihova dejanja in ravnanja, če tudi niste vedeli ali ste bili samo izvrševalec navodil. Odgovorni ste, ker vodite minister, ker ste minister. Pa pojdimo lepo po vrsti, kaj vam očitamo, kaj je tisto, za kar ste nedvoumno odgovorni in bi morali, če bi imeli kaj politične kulture in občutka za pravičnost, danes odstopiti. Namen vlade in vas kot izvrševalca skupaj s pomagačema ministrom Toninom in ministrom Gantarjem ter supernadzornikom predsednikom vlade Janezom Janšo je bil vzpostaviti pogoje za zagotovitev perverznih dobičkov izbranim domačim posredniškim podjetjem. Mogoče niste vsi vedeli, da je to namen, ampak ko pogledamo celo zgodbo, danes ugotovimo, da to je bil namen. Obenem pa je bil namen te skupine tudi ta, da se znebite nepravih domačih podjetij in proizvajalcev zaščitne opreme iz tujine. V nadaljevanju bomo to poskušali tudi dokazati. Vaš skupni cilj je bil zelo jasen, zagotoviti izbranim domačim posrednikom 100 in več odstotne marže oziroma omogočiti nakup VIP vstopnic za najbolj dobičkonosen posel v zgodovini Slovenije. Kateri 4 dejavniki, ki so potekali vzporedno, ste vede ali nevede pomagali narediti? V prvem dejanju je vlada pod vodstvom Janeza Janše ustvarila paniko, strah. Spomnimo se, prva seja maske, 5 minut potem jih dajo dol, ko novinarji odidejo. S tem ste ustvarili pogoje, da se je lahko sprejemalo tudi nesorazmerne ukrepe in kupovalo zaščitno opremo brez nadzora. V drugem dejanju ste priredili podatke o zaščitni in medicinski opremi, predvsem glede števila ventilatorjev, kar je povedal že moj kolega Robi Pavšič, in ustvarili vtis, da ob menjavi vlade ventilatorjev, ki bi bili primerni za zdravljenje COVID bolnikov in prosti, ni. V tretjem dejanju ste postavili nepregleden in kaotičen sistem nabave, kjer se ni vedelo, kdo kaj dela, kdo je za kaj odgovoren, s čimer ste na stežaj odprli hote ali ne hote vrata klientelizmu in korupciji. Če povem še bolj jasno, izbrancem se je omogočilo vojno dobičkarstvo. V četrtem dejanju ste preprečili neposredne nakupe zaščitne in medicinske opreme države od proizvajalcev in se ob tem brez kančka sramu na ministrstvu sklicevali na neobstoječo zakonodajo. Tudi tukaj ste zavajali. Res je, da tega niste storili sami, a ste bili aktiven izvrševalec skupaj z vlado in predsednikom vlade. Zaradi naštetega bi morali že odstopiti, a ker niste, naj utemeljim vsakega od teh dejanj še malo bolj temeljito. Prvo vašo skupno dejanje je imelo za cilj vzpostavitev strahu in panike v družbi, kar ste skupaj z vsemi vladnimi službami in njenim govorcem, gospodom Jelkotom Kacinom, opravili uspešno. To ste delali 2 meseca. Širili paniko, strah in dezinformacije. Šli ste se doktrino šoka. In medtem, ko so bili ljudje v šoku, ko so spoštovali ukrepe, ko so pazili eden na drugega, je vlada izpeljala svoj načrt, svoj, v narekovajih, koruptiven ples mask. Takoj ste začeli s prirejanjem podatkov o številu ventilatorjev. O tem je bilo že nekaj povedanega. V vseh vaših nastopih ste zatrjevali, da v Sloveniji nimamo ventilatorjev, ter s tem ustvarjali v družbi paniko. Govorilo se je, ljudje bodo umirali, nimamo dovolj ventilatorjev, dovolj prostih ventilatorjev, dovolj primernih ventilatorjev. In če Slovenija ne bo takoj začela kupovati ventilatorjev, ne glede na ceno in ne glede na njeno kakovost, bolje, slabše, samo da je, potem bodo katastrofalne posledice. Pa da vidimo, oziroma pogledamo, kdaj se je vse to začelo. Vse se je začelo 13. marca, ko je minister Gantar v Državnem zboru navedel 3 ključna sporočila. 3 ključna sporočila glede ventilatorjev. Ne govorim o maskah, govorim o ventilatorjih, ki ste jih naslednje 2 meseca
vsi v vladi in koaliciji neprestano ponavljali. Prvo sporočilo, ki ga je dal: v Sloveniji se lahko zgodi italijanski scenarij, za katerega potrebujemo vsaj 200 ventilatorjev, če ne želimo, da umre na tisoče ljudi. Drugo sporočilo, ki ga je dal: v Sloveniji imamo samo 168 ventilatorjev, od tega le 20 ali 30 za covid bolnike. Samo 20 ali 30 prostih za covid bolnike. In zadnje sporočilo, ki ga je dal in ste ga vsi ponavljali: v Sloveniji moramo takoj ukrepati, saj se nam ne sme zgoditi, da bi zdravniki odločali, koga bodo priklopili na aparat in koga ne. Z ventilatorji rešujemo življenja. Takrat se je to res zdelo, da je temu tako. In to ste tako vi, minister, kot nekateri drugi predstavniki vlade in kolegice in kolegi iz koalicije neprestano ponavljali. Naj spomnim samo na eno oddajo, kjer se je to zgodilo, 30. april, oddaja Tarče, kjer ste sodelovali vi in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, ki je bila zadolžena za področje nabave, gospa Jelka Godec, kjer ona izjavi: tako kot je rekel minister Počivalšek, mi smo bili na nič ventilatorjev in bilo jih je potrebno čim prej nabaviti. 30. aprila. Še zmeraj se govori, da smo bili na nič. Nič se ne govori, koliko jih imamo. Danes veste, videli smo tudi na vaši prezentaciji in razkrili smo to tudi v LMŠ-ju, da je vlada glede števila ventilatorjev na 13.3. in tudi cel mesec naprej, pa še kakšen dan, zavajala. Tudi ta razlog, zakaj se je zavajalo, bom argumentiral. 25. maja minister za zdravje in njegovo ministrstvo priznata, mimogrede na seji Državnega zbora in nato še na Twitterju, da je bilo na dan menjave vlade v Sloveniji 281 ventilatorjev, od tega vsaj 168 primernih za zdravljenje covid bolnikov. Wow. Ni jih bilo več 20, ni jih bilo 30, ni jih bilo nič. Bilo jih je 168, ki so bili na voljo in primerni za zdravljenje covid bolnikov. Ampak da bo zgodba še boljša, smo v Listi Marjana Šarca zahtevali dostop do informacij javnega značaja za vse bolnišnice z enim enostavnim vprašanjem: koliko ventilatorjev so imele bolnišnice 13. marca 2020? Do včeraj smo dobili podatke od vseh bolnišnic, razen UKC Maribor teh podatkov ni dostavil, in ne boste verjeli, na dan 13.3., bilo je že povedano, so imele slovenske bolnišnice vsaj 404 ventilatorje. Poslušamo? 404. Se pravi, ne 168, niti ne 281, ampak 404. To pa je čisto drugi podatek, ki popolnoma ovrže vladne argumente glede reševanja življenj ter argument, da se more kupovati vse pod vsako ceno, ne glede na kakovost. Bolje, da imamo nekaj kot nič. Ampak mi tega nekaj nismo potrebovali, glede na besede ministra Gantarja, da v primeru italijanskega scenarija potrebujemo 200, mogoče nekaj več primernih ventilatorjev. In sedaj ugotovimo, da smo imeli mi na 13.3. primernih ventilatorjev 168. Pa da ne boste rekli, nismo jih imeli 200, pa smo morali kupovati. V bistvu smo mi imeli primernih ventilatorjev na 13.3. 168, mislim, da je naslednji dan ali kasneje prišlo še 6 novih ventilatorjev, smo imeli 174 primernih ventilatorjev in prostih. In Gorenje je konec marca, če se ne motim 31. marca, dostavil še 46 sodobnih ventilatorjev. Se pravi, mi smo imeli konec marca 220 ventilatorjev. Ne nič, ne 20, ne 30, tako kot so v Tarči 30. aprila še zatrjevali, mi smo imeli 31. marca
220 ventilatorjev primernih za zdravljenje COVID bolnikov in prostih. Danes, to veste, danes ve slovenska javnost in danes vemo, da se z nakupom ventilatorjev ni mudilo. In vedelo se je tudi, da je UKC Ljubljana že 12. marca naročil nove ventilatorje. Od 12. do 17. so upravili, če se ne motim, 3 ali 4 javna naročila glede ventilatorjev in nekatera so že prišla. Ventilatorje Gorenja, ki so bili naročeni seveda prej, sem že omenil, prišli so 31. marca. Ampak ne, 30. aprila nič. Moramo ukrepati. Spoštovani minister, ne glede, ali ste vedeli ali ne, po našem mnenju, glede na vse navedeno, ni bilo nobene potrebe, da ste vztrajali pri hitri sklenitvi pogodbe za dobavo močno preplačanih ventilatorjev s podjetjem Geneplanet, ki so bili tudi slabše kakovosti in brez dodatne opreme, ki bi omogočala zdravljenje COVID bolnikov. Samo v primeru Geneplanet, če izhajamo iz tega, da je bilo dovolj ventilatorjev in da je bil ta nakup nesmotrn, ste oškodovali davkoplačevalce za 4 milijone evrov. Toliko je bil vreden ta posel. En dom za starostnike, kar nekaj stanovanj za mlade, pa rečemo 4 milijone za raziskave in razvoj, za naše gospodarstvo. Ali ste to storili namerno ali zaradi tega, ker niste vedeli, je čisto vseeno. V tem konkretnem primeru se opravičujem, ampak v tem konkretnem primeru ste opravili tudi klic glede tega, da se izvede avans za to podjetje, da bodo že dostavili garancijo v naslednjih urah. Se pravi, v interesu je bilo, da se ta posel čim prej izvede. Lahko, da je bilo čisto dobro namerno, bilo je pa napačno. In zato ste vi odgovorni za 4 milijonsko oškodovanje državnega proračuna in tukaj, drage kolegice in kolegi, bi se moral moj nastop končati. Tukaj bi moral narediti piko, vi pa bi morali odstopiti, spoštovani minister, pa ne samo vi, ampak tudi minister Gantar, ker vas je zavedel številom primernih ventilatorjev. Ampak gremo naprej. Iz zgornjega primera se vidi, da je vlada imela pri dobavi opreme v mislih točno določena podjetja. Ne glede na cene ali potrebe. Da pa ste lahko začeli dajati prednost prijateljskim podjetjem, ne da bi kdo to opazil, ste morali sistem izbire posredniških podjetij za dobavo zaščitne in medicinske opreme narediti enostavno nepregleden. Ker če bi stvar bila centralizirana, bi lahko tudi preko domačih posredniških podjetij se delalo transparentno in pregledno. Sistem se je pa postavil na način, da enostavno ni nihče vedel, kdo odloča, kje se odloča. Imeli ste več elektronskih naslovov, enega na Morsu, enega pri vas, nekaj je še zavod spotoma delal, zameglilo se je vse. In poleg tega, prefrigano moram reči, ker pa se prelaga odgovornost, in to sem že govoril, ta ping-pong konstanten, ste morali za ta zamotan sistem, ki ste ga postavljali, najti eno organizacijsko enoto, ki ni najbolj usposobljena. In glejte, najdel ste ga znotraj vašega ministrstva in imenuje se Zavod za blagovne rezerve. Se pravi, vzpostavili ste nepregleden in kaotičen sistem nabav, v katerem ste se znebili domačih posredniških podjetij, ki niso bila na liniji z vlado, in privilegirali prijateljska podjetja. Pa naj vas spomnim, kako je ta sistem nastajal. Nekaj sem že omenil. Na začetku smo imeli nek krizni štab, ki ste ga zelo hitro tudi ukinili, ker je bil nezakonit. Če se ne motim, je točno 4 dni do 20. marca Zavod za blagovne rezerve bil zadolžen za celovito obravnavo ponudb za dobavo zaščitne opreme. Njegovo nalogo sta se pol razdelila Mors pa vaše ministrstvo, vsako je imelo svojo delovno skupino. Ne smem pozabiti tukaj še gospoda Trčeta, ki je v sistem dal še več megle.
Pa ne pozabimo tudi Ministrstva za zdravje, ki je imel svojo delovno skupino in pa še nekatere podskupine so bile, med njimi tudi podskupina za oceno primernosti ventilatorjev. Ampak te podskupine, ki jo je vodil priznani dr. Noč, vlada ni upoštevala. Tako smo dobili nepregleden in zakompliciran sistem nabave oprem, kjer se ni vedelo, kdo kaj dela, po kakšnih merilih se izbirajo posredniška podjetja, zato niti ne preseneča, da od vseh prispelih ponudb po nekaterih podatkih kar 47% ostane neodprtih. Kako pa mi danes vemo, da med temi neodprtimi ni neka ponudba, ki je bolj primerna kot tiste, ki smo jih izbrali? Najbolj sprevrženo, pa mogoče je to prehuda beseda in se opravičujem, ampak vseeno, pa je bilo to, da ste vsi v vladi ustvarjali vtis, kot da je Zavod za blagovne rezerve kupoval opremo sam. Tam je bil en Gale, pa je bil še ne vem kdo, pa še kdo, pa še kdo in te so sami kupovali. Ne. V resnici za vsem tem stala vlada in vaše ministrstvo, konec koncev ga je znotraj vašega ministrstva ta zavod, ker zavod nima ne znanja, se pravi, ne človeških virov, ne kakšnih drugih virov, konec koncev pa nima avtoritete. Ker, če lahko na en organ, ki dela razpise oziroma zbira ponudbe in sklene približno za 200 milijonov evrov pogodb, ki jih je danes minister povedal bistveno manj, se pravi, en tak organ z neko tako avtoriteto poklekne, ko kliče minister takoj, to naredite, ja, pol ta organ tega ne more delati, nima nobene avtoritete, ne izkušene znanja. Se opravičujem. Ta stvar bi morala biti drugače vodena. Ampak ja, za vas je bilo pomembno, da ustvarjate vtis, da je zavod za vse odgovoren. Ti zavod. Zadnje vaše dejanje je bilo zagotoviti visoke dobičke prijateljskim posredniškim podjetjem. In to ste storili na način, da ste enostavno prepovedali neposredne nakupe zaščitnih in medicinske opreme od proizvajalcev, predvsem kitajskih državnih podjetij. Naj vas spomnim na obdobje med 16. in 20. marcem, mislim, da je bilo to obdobje, je pa dejstvo, da podatkov res ni veliko, kljub transparentnosti, ko so v Slovenijo prišle ponudbe kitajskih proizvajalcev zaščitne in medicinske opreme, pri katerih je posredovalo tudi naše veleposlaništvo, pa SAZU, pa še kdo. Takrat je vaše ministrstvo zavrnilo cenejšo opremo in to utemeljevalo, da zakonodaja preprečuje neposredni nakup opreme od proizvajalca opreme, da morajo imeti tuji proizvajalci v Sloveniji svojega zastopnika, da Slovenija ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij s Kitajsko, da lahko poslujemo samo z domačimi dobavitelji, da ne moremo plačevati 100-odstotnega avansa. Potrudili ste se, da ste obrazložili, zakaj ne more Slovenija kupovati neposredno zaščitne in medicinske opreme iz Kitajske. Tako dobro se niso potrudili na Hrvaškem in v Nemčiji in zato so lahko kupovali, zgleda, ne? Danes vemo, da to, kar je vaše ministrstvo zapisalo, kar so vaši predstavniki govorili ali mogoče celo sami, ne drži. Zakonodaja dovoljuje neposredne nakupe držav od proizvajalcev, celo Evropska komisija je v svojih priporočilih predlagala državam, da kupujejo neposredno. Neposredne finančne transakcije na Kitajsko niso prepovedane, celo v vašem poročilu oziroma vladnem poročilu, se opravičujem, piše, da je Ministrstvo za zdravje še pred nastopom nove vlade nakazalo sredstva na Kitajsko za nakup opreme. Se pravi, oni so to naredili in tudi opremo dobili po vsej verjetnosti. Vemo tudi, da sta neposredno, kar je bilo že omenjeno, od Kitajske kupovala Nemčija in Hrvaška. Zakaj jo toliko omenjam? Zato, ker se največ piše o teh dveh državah, ampak to nista edini državi, ki sta kupovali neposredno. In danes tudi vemo, da se je, glede na vaš nastop, vsaj 5 domačim posredniškim podjetjem dal 100-odstoten avans. Se pravi, so tudi avansi možni.
Jaz razumem, oziroma v LMŠ razumemo vaša zavajanja, da ne moremo kupovati neposredno od proizvajalcev opreme, celo sklicevanje na neobstoječo zakonodajo, ker je vse to omogočilo vstop prijateljskih posredniških podjetij in visoke zaslužke ter zavračanje drugih domačih ponudnikov z nižjimi cenami. In te ponudniki z nižjimi cenami so obstajali, ne boste verjeli, celo našli smo enega. Kljub preglednosti. Podjetje Ledix. To podjetje je ponujalo maske FFP2 v istem obdobju kot vladna izbrana podjetja, nekje konec marca. Razlika med tem podjetjem in podjetjem, ki so bila blizu države, je v tem, da je imelo to podjetje izredno nizko ceno za te maske. 1,97 evra s transportom. In prokurist tega podjetja je za eden od nacionalnih medijev celo priznal oziroma povedal brez velikih težav, da je bila nabavna cena s transportom te maske 1,7 evra in da je njihova marža 18%, ker se jim zdi pošteno. Ne želijo pa več zaslužiti, ker je država v krizi. Ampak po navedbah tega prokurista je tudi na Zavod za blagovne rezerve poslal ponudbe za nakup 500 000 mask. Zavod mu pošlje v podpis pogodbo, nato pa dobi sporočilo, da Ministrstvo za gospodarstvo ne daje soglasja. Za 500 000 mask pa rečemo po 2 evra. Ne, a da se soglasje za maske po 3,20, 3,50, 3,70, 4,26 evra je bila najdražja maska. Mislim, da 27. ali 28. marca. FFP2. Pa da bo zgodba še boljša, to podjetje brez težav proda drugemu, ki je zbiral ponudbe, Ministrstvu za obrambo, vojski. Po vsej verjetnosti je njihova delovna skupina dobila tudi to ponudbo in prodajo 300 000 mask za vojake po 1,97 evra na masko. Torej, alternativa je bila, dalo se je bistveno ceneje kupovati neposredno od Kitajske in drugih proizvajalcev, kot tudi od naših domačih podjetij in ponudbe so bile na mizi. A neposredni in cenejši nakupi enostavno niso bili v interesu te vlade, kar smo dokazali do sedaj. In mimogrede tudi zaradi tega, ker je vaše ministrstvo in vi vodite ministrstvo, zato rečem vi, zavajalo glede zakonodaje in vsega tega, da nismo prišli do neposrednih nakupov, bi bilo že dovolj, da odstopite. Glede na vse znana dejstva lahko rečemo, da je bil celoten sistem nabave vseh teh dejanjih, ki sem jih opisal, ki ste ga vzpostavili 3 ministri iz 3 strank koalicije, gospod Gantar, gospod Tonin in vi, gospod minister, in ga je usmerjal predsednik vlade iz 4. stranke, se pravi, razdelili ste si območja, predvsem ta, da se zabriše odgovornost ter na široko odpre vrata klientelizmu in korupciji. Posledice pa so visoke marže za prijateljska podjetja in skupno preplačilo glede na ocene določenih nacionalnih medijev te opreme v višini vsaj 30 milijonov evrov. Nekateri so pisali celo o 40 milijonov evrov preplačane opreme. Alternativa za vse to je bila kljub kriznim časom. Alternativa je bila, da bi zahtevali na mizo podatke, realne podatke o tem, koliko katere opreme imamo, ne da je cela koalicija in cela vlada vse skozi razlagala, skladišča so bila prazna. Ja, minister je pošteno povedal, zakaj je bilo skladišče Zavoda za blagovne rezerve praznih. Mi smo vam pa pošteno dokazali, da skladišča bolnišnic po Sloveniji niso bila prazna z ventilatorji. Bilo jih je 404, pa ne v skladiščih, imeli so pripravljene. Ne pravim, da nismo potrebovali ventilatorjev, pravim pa, da smo imeli kakšen teden, 2 časa, da premislimo in jih kupimo. Šlo je za največjo operacijo javnega naročanja v zgodovini Slovenije.
najbolj dobičkonosen posel. Nažalost samo za izbrance in zato bi morala vlada vzpostaviti centralen in pregleden sistem nabave zaščitne in medicinske opreme. Tudi če bi imeli posrednike, ampak pregledno, ne da slučajno Erar pade za en teden dol. Se pravi tam, kjer se zbirajo vse transakcije državne. In da se pogodbe objavijo šele kasneje, ne takoj od začetka, ko ste jih začeli sklepati. Ampak okej. Spoštovani minister, tudi če ste mislili, da delate dobro, ali pa ste samo izvrševali neka navodila vlade, ali pa enostavno niste vedeli, kaj se dogaja, ste za zgoraj našteto, to, kar sem povedal, odgovorni. Odgovorni ste zato, ker vodite ministrstvo. Tako kot je minister Tonin odgovoren za to, da je nek vojak na meji z Italijo kršil 37 in 37a člen, ki sploh še ni aktiviran. Odgovoren je. Jaz ne razumem, kaj se toliko skrivate pred to odgovornostjo. Verjamem, da bo tudi minister Tonin našel neko organizacijsko enoto, ki bo potem odgovorna. Ampak niste odgovorni samo vi. Danes bi z vami lahko sedela vsaj še minister Tonin in Gantar, ter tudi seveda predsednik vlade Janez Janša, a so vas pustili same, je pa spoštovanja vredno, da je prišla vaša ekipa. Vsi trije ministri in predsednik vlade so se taktično umaknili, seveda vas pa bo koalicija branila, seveda vas bo zaščitila, ampak samo zato, da boste molčali, ker vendarle veliko veste. Ako boste čez nekaj časa, spoštovani minister, pogledali na vse skupaj iz distance, v miru, boste videli, da je šlo le za dobro premišljeno igro pri ventilatorjih, v kateri ste pa bili le statist. Skozi nastop, spravi naše stališče in predstavitev kolega Pavšiča, smo vam dokazali, minister, da ste zavajali glede števila ventilatorjev v Sloveniji, ni jih bilo 168, ampak 404. Nadalje smo vam dokazali, da ste vzpostavili nepregleden in s korupcijskimi tveganji prepleten model izbire posredniških podjetij, s čimer ste izbrancem omogočili vojno dobičkarstvo. Dokazali pa smo vam tudi, da v Sloveniji ne obstaja zakon ali neka zakonska ovira, ki bi onemogočala neposredne nakupe države od kitajskih proizvajalcev opreme. Vse ta vaša dejanja in ravnanja so imela in še vedno imajo za posledico ogromno oškodovanje javnih sredstev davkoplačevalskega denarja. Torej, v LMŠ-ju menimo, da je dovolj konkretnih razlogov, da bi morali danes odstopiti in povedati resnico. Povedati, kaj je pri teh nakupih opreme šlo narobe in zakaj. Če tega niste sposobni ali ne smete, bi vam morali pri tem pomagati poslanke in poslanci iz vaše stranke. Danes ne odločamo samo o vašem preživetju ali preživetju te vlade. Vlade pridejo in grejo, država vedno ostane. Danes odločamo tudi o tem, kaj bo in kaj ne bo dovoljeno v naši državi. Saj po to vlado izgleda, kot da je vse dovoljeno in za nič nihče ne odgovarja. Spoštovani minister, gospod Zdravko Počivalšek, vaše priznanje napake in škodljivih dejanj pri nakupu zaščitne in medicinske opreme in posledično odstop bi v državi ponovno vrnil čast, odgovornost, pravičnost in politično kulturo. V enem od množice dokumentov, ki smo jih pregledovali, ko smo se pripravljali na to interpelacijo, je nekdo v elektronskem sporočilu, naslovljeno na vaše ministrstvo, zapisal: resnica je včasih boleča, ni pa žaljiva. Mi dodajamo, naj resnica, četudi je še tako boleča, na koncu ugleda luč sveta in zmaga naj pravica. Hvala lepa.